Spoštovani minister za obrambo, gospod Marjan Šarec, načelnik generalštaba Slovenske vojske, general-major Robert Glavaš, poveljnik prve brigade, brigadir Boštjan Močnik, spoštovani župani občin Brežice, gospod Ivan Molan, Krško, gospod Janez Kirin, spoštovani predstavniki lokalnih skupnosti, upokojeni poveljniki letalskih enot, spoštovani pripadnici in pripadniki 15. polka vojaškega letalstva in ostalih enot Slovenske vojske, cenjeni gostje. Dobrodošli in lepo pozdravljeni na slovesnosti v prazniku vojaškega letalstva Slovenske vojske. V vseh razvitih deželah s tradicijo in narodnim ponosom ima zgodovina avtohtonega prebivalstva pomembno vlogo in tako ima tudi pri razvoju vojaškega letalstva pri nas. O tem imamo že mnogo napovedanega, zapisanega in ovrednotenega. Večkrat sem že poudaril, da imamo Slovenci bogato vojaško letalsko tradicijo, na katero smo lahko ponosni. Vojaško letalstvo v samostojni državi pa ima bogate izkušnje, ki smo jih začeli pridobivati pred več kot 30 leti s herojskim preletom, ki sta ga major Jože Kalan in praporščak Bogomil Šuštar 28. junija 1991 v vrste teritorialne obrambe izvedla s helikopterjem Gazela. V tem obdobju smo dosegli odlične rezultate razvoja ter postavili usposobljeno, primerno opremljeno in učinkovito enoto vojaškega letalstva Slovenske vojske, ki bi bila danes zagotovo ponos mariborski in ljubljanski letalski stotniji, slednja je na današnji dan 12. januarja pred 104 leti opravila svoj prvi bojni polet. V čas na ta bojni polet smo se danes postrojili pripadniki in pripadnice 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske, ki zadane naloge opravimo združeno, profesionalno in kvalitetno, ter odzivno izvajamo poslanstvo nadzora in varovanja zračnega prostora Republike Slovenije in s tem zagotavljamo suverenost našega zračnega prostora, naše domovine. Da smo nepogrešljiv partner pri reševanju človeških življenj, dokazujemo iz ure v uro, iz dneva v dan, ko z vsemi razpoložljivimi zmogljivostmi delujemo v sistemu zaščite in reševanja in pomoči. V letu 2022 smo za potrebe reševanja nujnih medicinskih prevozov in gašenja naleteli rekordnih 1138 ur. Lani so pomoči iz zraka zaznamovali požari, saj so naše letalske zmogljivosti sodelovali pri gašenju 27 požarov ter pri tem naleteli 474 ur in na požarišču odvrgla 4,5 milijonov litrov vode. Na letališču Cerklje v Krki smo gostili in organizirali že mnogo mednarodnih vojaških vaj in tako tudi mednarodne javnosti pokazali, da smo enakopravna in kredibilna članica zavezništva in smo na pogled nedosegljive cilje z znanjem, izkušnjami, strokovnostjo, vztrajnostjo in medsebojnim sodelovanjem tudi dosegli. To smo dokazali lani pri izvedbi že 10. mednarodne vojaške vaje Jadranski udar, na kateri je sodelovalo 26 partnerskih in zavezniških držav, med drugim sta na vaji prvič sodelovali tudi španska in ameriška letalonosilka s svojimi letalskimi zmogljivostmi. S ponosom trdim, da smo naloge tako doma kot v mednarodnem okolju opravili profesionalno, strokovno ter uspešno in nas kot taki cenijo tako doma kot v tujini.